Živijo moja skupinica, kako ste kaj? Upam, da vam moje objave, moja priporočila, zgodbe in pa seveda tehnike pomagajo ohranjati energijo na visokem nivoju. Javljam se vam še malce v živo, sploh zato, ker je zdaj čas retrogradnega Merkurja. Vanj smo stopili 29.5., traja pa bo vse do 22.6. Na koledarju si sama vedno označim, kdaj je ta čas. Zato, da vem, da takrat ne sklepam novih dogovorov, novih pogodb ali celo, da se spuščam v kakšne nove projekte. Prav tako ne kupujem dragocenih dobrin, pospravim pa stvari, ki so se mi nabrale, se pravi, da sčistim prostor in pa da zaključim projekte, ki so odprti. Retrogradni Merkur vpliva na našo komunikacijo, na potovanja, na prevoze, zato znajo biti kdaj kakšne težavice, sploh pri tej komunikaciji po telefonu ali po računalnikih. In prav zanimivo, da vsakič znova vidim, kako Merkur vpliva na vse to in res prihaja do manjših zapletov. Zato je dobro, da smo v tem času malo bolj potrpežljivi in pa seveda previdni. Ter da če nam nekaj ne gre tako, kot bi želeli, se morda vprašamo, če je zdaj čas sploh za to, ali pa nam vesolje sporoča, da je potrebno iti drugo pot. Kdo ve, kaj ne? Ja, retrogradni Merkur je dober tudi za ozaveščanje svojih čustvenih težav. Zato v tem času sama, če se le da, delam na tem, da odpuščam, da pregledam, če so še kje kakšne težave s kakšnimi osebami ali pa da imam nerazrešene stvari iz preteklosti. Energija tega planeta mi namreč pomaga, da grem še globlje lahko vase in da hitreje pozdravim in pa zacelim svoje majhne in velike ranice. Ja, upam, da boste lahko dobro zdaj šli skozi, a ne? Želim vam res, da se zavedate teh energij, da se zavedate sebe in pa seveda, da usmerjate svojo energijo v lepe stvari v sebi. Drugače ne bomo napredovali, če ne bomo delali na svoji svetlobi, da bomo usmerili energijo vase in v tiste stvari, ki so pri nas enkratne in čudovite. Imejte se fajn, bodite lepo in pa seveda spoštujte svojo energijo. Čau, čau!